Neka zgodba puščavskih menihov pripoveduje o 3 mladeničih, ki so tudi sami želeli postati menihi. Prvi je vzel zares Jezusove besede, da so blagoslovljeni tisti, ki delajo za mir in je želel v družbi zgladiti vse spore. Drugi je želel predvsem pomagati bolnim, ubogim. Tretji pa je izbral za svojo pot samoto, da se je umaknil v puščavo. Po nekaj časa sta prva dva nekako ugotovila, da sta se v svojem aktivizmu in sicer plemenitem delovanju iztrošila in prideta k temu tretjemu menihu samotarju. Ta pa ima njun problem razloži s nazornim primerom. V vedro vode vzvalovi, tako da je gladina bila vsa valovita. Šele ko se je popolnoma umirila po nekem času, ima veli, da naj pogledata vanjo. Na gladini, ki je bila popolnoma mirna, ravna, sta v vsej jasnosti videla svoje obraza. Aktivizem, to pretirano delovanje nas včasih lahko zavede do tega, da pozabimo, kdo smo, da v vsem tem vrvenju nekako izgubimo sebe. In ta tretji menih samotar nas uči, da šele v samoti, šele v tišini zares spoznamo, kdo smo. In spoznamo tudi vse svoje slabosti. Tukaj se nahajamo sredi judejske puščave, nekje na sredi med Mrtvim morjem in Jeruzalemom. Se mi zdi, da nam lahko prav to okolje puščave služi kot simbol postnega časa, ker nas res vabi k temu, da se ustavimo, da pustimo odvečne stvari. Tukaj je vse zgolj na tistem osnovnem, ko se umaknemo v tišino, ko nas vabi k samoti. Ponavadi v povezavi s postom se spominjamo Kristusa, ko se je tudi sam 40 dni pripravljal na krst v puščavi in bil skušan. Danes pa vas vabim, da razmislimo nekaj trenutkov prav o eni posebni vrstici Janezovega evangelija. Jezus poslej ni več očitno hodil med Jude, ampak je šel od tam v pokrajino blizu puščave, v mesto, ki se imenuje Efraim, in je ostal tam s svojimi učenci. Janezov evangelij nam torej pripoveduje o teh dogodkih, ko je Kristus, preden je šel proti Paski v Jeruzalem, želel nekaj trenutkov preživeti s svojimi učenci v odmaknjenem kraju, predvsem pa tudi zato, da bi bil tam sam v molitvi s svojim očetom. Današnja kultura, v kateri živimo, pa nas uči ravno obratno. Vsa viralnost, subscriberji, followerji, vsi lajki, vsi dobro poznamo te stvari, vsa ta socialna omrežja, ves ta socialni pritisk, kateremu smo podvrženi, nas delajo kot nekakšne igralce v gledališču. Svoje življenja smo začeli živeti pred očmi vseh ostalih, vseh naših bližnjih, pa so to lahko v Ameriki, na Kitajskem ali pa v sosednji sobi. Vse poteka nekako umetno pred očmi drugih. Pa vas vabim, da bi nas ta izkušnja puščavskih očetov, izkušnja samega Kristusa v pripravi na veliko noč, da bi nam vse to lahko pomagalo k temu, da bi začeli živeti svoje življenje zavestno tudi v trenutkih samote. Da bi si upali za določen čas nekako odrezati vse te pritiske, vsa ta socialna omrežja, ves ta pritisk, ki nas sili, da divjamo iz ene strani na druge, iz enega zavihka na drugega. Da bi si upali zaživeti v tišini, v odmaknjenosti, saj le tako pridemo do svoje notranjosti, da se bo vsa ta voda, ki žubori v nas, umirila, da bomo lahko v njej jasno videli svoj obraz, svojo osebnost, tudi svoje grehe, da bomo v svoji notranjosti lahko jasno videli Boga. In to bo potem rodoviten postni čas, to bo najlepša priprava na veliko noč. Vam želim blagoslova pri tem potovanju navznotraj.